Na parkirišču pred stadionom v Zavrču je vedno več avtomobilov s hrvaškimi registrskimi oznakami. V klubu pojasnjujejo načrtno odločitev o oziranju za igralci iz sosednje države. Mi smo se za to odločili, ker je tu blizu meje, ljudje tudi iz Hrvaške prihajajo na tekme, kajti veste, da Varteks prvoligaš več ne obstaja, samo tretja liga. Mislim, da dobro sodelujemo. Res je, da je vedno več hrvaških nogometašov, ampak to ne vpliva na našo igro. Smo prijatelji v slačilnici in izven nje, pomagamo si na igrišču in mislim, da to ni neka ovira, samo neka pozitiva. Takšno sodelovanje ne more biti presenetljivo. Tukaj je meja s Hrvaško le nekaj metrov stran, kjer trenirajo završki nogometaši. Ko žoga gre malo dlje iza gola ali pa kraj igrišča, smo već na Hrvaške, pa se nekda znamo hecati da po žoge moramo iti s potnim listom ali pa z osebnom. Kopičenje Hrvatov v Zavrču se je začelo s vstopom naše južne sosede v Evropsko unijo. Ta čas se klub zanima predvsem za mlade igralce, Hrvatov pa je že precej več kot Slovencev. Manje više to su čuda igralci, ki su prišli iz nogometnega kluba Varteks in treba biti pošten pa priznati, če bi v Varaždinu in Varteksu nogomet obstaja kot prejšnjih let, bi bilo zelo težko tiste igralce pripredati sem. Moram spomenuti da je i Kostor manje više slovenski koji je prije tu bio ostao i to jako puno znači. A ti mladi dečki koji dolaze iz Hrvatske, tu je jako velika šansa jer u Hrvatskoj nigde takvu šansu kao što su tu dobili. I ako budu pametni, ako je iskoriste, mogu napraviti karijeru dobro i ovo im je sigurno jedno dobro iskustvo. Zarić je jedna stvarno odlična sredina za neki napredak mladih igrača i stvarno isplati se doći ovdje i to je neki korak naprijed u karijeri mladog igrača. Rezultati članske ekipe so tudi letos zelo dobri. Obenem se v klubu trudijo z mlajšimi selekcijami, v katerih prav tako polovica otrok prihaja z druge strani meje. Je pa to tako, da v bistvu so to otroci, ki se skupaj igrajo čez dan, vsak na svoji strani, pol zvečer se pa dobijo na treningu in kot sem rekel, pri nas je vse skupaj v osnovni šoli 160, torej punčk in fantov. Tu preko so pa šole 3-4 km stran, ko imajo po 500 pa do 1000 učencov in tako ni težko dobiti mlajše generacije za tekmovanje. Zvečer se dobijo na treningu, nato pa nazaj domov, vsak na svojo stran. Do jutri, ko se spet srečajo.